Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, ekipa Ukoma, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Kot vidite, ima gospa prevajalka danes slušalke. Danes preizkušamo prvič sistem boljšega komuniciranja znotraj naše sobe, tako da upam, da bo ta preizkus danes uspešno opravljen in da bom jutri lahko prvič vas nagovarjal z masko na obrazom, tako kot tudi pričakujete od mene. Današnjo novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo ob opravljenih 3308 testiranih potrjenih kar 397 primerov. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je bil dodatno obveščen še o enem slovenskem državljanu, ki je bil pozitiven na testiranje v tujini. Skupno število za včeraj tako znese 398 pozitivnih. Enako kot dan prej je delež pozitivnih primerov glede na vse opravljene teste včeraj znašal 12%. Bolniško oskrbo je potrebovalo že 180 okuženih s COVID-19, 32 jih je bilo na intenzivni negi, 4 osebe so umrle. Epidemiološka poizvedovanja danes še potekajo. Podatki, obdelani do novinarske konference, pa kažejo približno enako sliko kot v zadnjih dnevih oziroma zadnjih tednih. Virus se še naprej najhitreje širi med zdravstvenimi delavci in med zaposlenimi na šolah, čeprav je delež vseh okuženih v izobraževalnem sistemu še naprej zelo, zelo nizek. Virus se še naprej širi tudi po domovih za starejše. Že včeraj se nam je pojavilo novo, večje žarišče v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in 9 zaposlenih. Nove okužbe imajo v centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer je bilo včeraj pozitivnih 18 stanovalcev in 5 zaposlenih. Prvo okužbo so potrdili tudi v domu upokojencev Kranj. Primer okužbe so zabeležili tudi v domu starejših občanov Petra Uzerja v Tržiču in v domu starejših občanov Trebnje. Ponovno se je okužba pojavila tudi v Črnomlju. Po zadnjih podatkih, ki jih imamo, pa naj novih okužb ne bi imeli več v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Vnovič zato pozivam vse, da ob sumu na okužbo ostanejo oziroma ostanete doma in o tem obvestite svojega zdravnika. Preventivno ravnanje lahko prepreči vnos virusa v zdravstveno organizacijo, v dom za starejše, v šolo, v vrtec in seveda tudi v delovne ustanove. S hladnejšim vremenom se druženja prestavijo v zaprte prostore, kljub temu, da že dalj časa pozivamo k odpovedi oziroma premaknitvi druženj, praznovanj na kasnejši datum in da v državi velja omejitev zbiranja do 10 oseb, pa nažalost preštevilni pozivov stroke še vedno ne upoštevajo. To seveda ni kritika ogromne večine, ki se odgovorno obnaša, ampak le opozorilo, da naš glas nekaterih še vedno ne doseže. Vedno več je zabav v različnih kočah, tudi v lovskih kočah, ki so zelo oblegane, ker so na bolj odmaknjenih območjih. A tudi druženje daleč stran od ostalih ljudi je še vedno druženje, ki, če se med seboj družijo ljudje, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, močno poveča tveganje za prenos in širjenje virusa. Ne gre le za tveganje, gre za širjenje virusa in obolevanje. Zato moj poziv lovskim družinam naj onemogočijo tovrstne okužbe. Bodimo odgovorni, ravnajmo preventivno in upoštevajmo priporočila zdravnikov in epidemiologov. Odpovejmo se druženjem in praznovanjem, vsaj za kratek čas, skrbimo za higieno rok in kašlja, ohranjajmo medsebojno razdaljo ter nosimo masko v vseh zaprtih prostorih in povsod drugje, kjer ni mogoče zagotoviti primerne razdalje.
Naložimo si aplikacijo Ostani zdrav, če si je še nismo, in sledimo tistim, ki so to že storili. Do sedaj si jo je naložilo že več kot 130 tisoč uporabnikov, kar pomeni 10% od vseh tistih posameznikov, ki imajo mobilne telefone. Nekaterih imajo več, zato je v Sloveniji teh telefonov več, ampak posameznikov je 1 milijon 300 tisoč. Aplikacija deluje, v zadnjih 14 dneh je bilo izdanih 455 tan kod, dejansko vnešenih v aplikacijo pa je bilo 282. To pomeni, da skoraj 2/3 tistih, ki so kodo dobili, jo je tudi vneslo v svoj telefon in omogočilo, da aplikacija opozori druge, ki so bili v bližini tega telefona v zadnjih dneh. Od danes naprej lahko državljanke in državljani ter seveda tudi novinarji spremljajo stanje o izdanih teh kodah, ki se bo vsakodnevno dopolnjevalo. Objavljeni so tudi tukaj so zdaj objavljeni podatki na prenosu za aplikacijo. Takole, no zdaj pa bo. Zdaj pa dovolite, da pogledamo še kak graf ali dva, kaj pravzaprav današnje številke pomenijo za Slovenijo. Število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji je tako naraslo na 178,91. Če zaokrožimo, na 179 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Pa še naslednji graf, prosim. Torej, tukaj imamo število okuženih v Sloveniji, brez tistega, ki smo ga dobili še iz Avstrije. Vidite ta velik zadnji skok. Včeraj smo bili na številki 165, danes smo spet nazaj na 397 oziroma 398. In če pogledamo javno objavljen načrt, ki govori o tem, kaj nas čaka pri ukrepih. Za tretji sveženj potrebujemo kot prag 120 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, ravno kar smo ugotovili, da je teh 179. Potrebujemo 180 ljudi v bolnišnicah in potrebujemo 30 na intenzivni negi. Vsi ti pogoji so zdaj izpolnjeni. Zato dovolite na koncu, za konec tega mojega uvodnega dela, še kratko, a pomembno in tudi zelo verjetno vam že pričakovano obvestilo. Zaradi hitrega porasta števila okužb in polnjenja kapacitet v bolnišnicah se bo danes popoldan sestala tudi Vlada Republike Slovenije v krizni sestavi skupaj s svetovalno skupino Ministrstva za zdravje. Sestanek bo namenjen usklajevanju modalitet posameznih ukrepov pred jutrišnjo sejo vlade, na kateri bo vlada odločala o sprejemu novih ukrepov v skladu z načrtom ukrepanja za drugi val širitve COVID-19. Toliko z moje strani. Ima kdo kako vprašanje? Ni vprašanj, potem pa odgovorim na pisno vprašanje, ki smo ga prejeli po mailu. Vprašanje zastavlja Vida Božičko iz časopisa Večer. Zanima me, kako je z zapiranjem telovadnic. Nekatere občine so se odločile za zapiranje telovadnic za zunanje izvajalce, kljub temu, da to ni bilo priporočilo. Direktorat za šport je občine celo pozval, da naj športnih objektov ne zapirajo. Ali se občine lahko same odločijo in objekte zaprejo po svoji volji? Ali lahko občina tudi sama odloči za druge ukrepe? Ali se civilna zaščita aktivira z razglasitvijo epidemije ali ima kakšno pristojnost že prej? Torej, župani so se velikokrat doslej odgovorno odločali. Tako je bilo tudi v primeru Pivke, ko so ukrepali, ko so aktivirali civilno zaščito,
ko jim je potem pomagal tudi regijski štab civilne zaščite. Ko so ocenili, da je število okuženih preveliko, so se odločili tudi za dodatne ukrepe. Odrekli so se vsem prireditvam in zaprli so tudi objekte, tako športne kot tudi kulturne objekte. Včeraj sem govoril z županom občine Cerklje na Gorenjskem, Francem Čebuljem, ki mi je dal mandat, da to tudi javno povem. Odločil se je, da zapre telovadnico, kajti v njej se je okužilo kar precej odbojkarjev, in zaprl je tudi kulturni dom. In prenehali so z kulturnim udejstvovanjem, ker se je število obolelih v enem vikendu povečalo iz dvomestnega števila na 25. To je pač ocena župana, ima ta pooblastila, tako se je odločil in verjamem, da tako ravnajo tudi mnogi drugi župani. Za vsako stvar res ni potrebno čakati na Ljubljano, na vlado. Župani razumejo in poznajo razmere doma in znajo presoditi, kdaj in kaj je potrebno aktivirati. Torej, če ni drugih vprašanj, bi jaz s tem danes zaključil današnjo novinarsko konferenco. Hvala za vašo udeležbo. Ostanite zdravi, pazite nase in se vidimo kmalu. Hvala lepa.